Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Slovenjebistriške lokalne televizije v februarju ali svečano, ki se bo kmalu podal roko z marcem. Čeprav je ta mesec malo krajši, so pa dogodki, ki jih spremljamo tudi v lokalnem okolju, vredni, da se jih spomnimo in si jih zapomnimo. Tudi ta teden smo za objavo v informativni oddaji izbrali nekaj dogodkov, ki bodo gotovo pritegnili vašo pozornost, zato prijazno vabljeni k ogledu. Krajani iz krajevne skupnosti Impol obeležili slovenski kulturni praznik. Na letošnjih informativnih dnevih v Slovenjebistriški srednji šoli predstavili nov 4-letni program Metalurški tehnik. Kemijski element kisik kot zdravilo za številne bolezni. Na seji skupnosti občin Slovenije, ki je bila v Slovenski Bistrici, tudi o okoljskih zakonih. Zgodbo o knjigi avtorja Aneja Sama so prebirali tudi v Slovenjebistriški knjižnici. Svetniki na zadnji seji občinskega sveta razpravljali o proračunu, predlogih za nagrade in priznanja ob občinskem prazniku in drugih tekočih zadevah. V policijskem poročilu o nesreči na odpadu kovin v Slovenski Bistrici. V športu pa v državnem prvenstvu v atletskih disciplinah ter malem nogometu. V rubriki Lokalne novice boste izvedeli kaj več o kulturnih ustvarjalcih v krajevni skupnosti Impol, o dogodkih v Slovenjebistriški knjižnici, pa tudi o tem, o čem je tekla beseda na seji skupnosti slovenskih občin in Slovenjebistriškega občinskega sveta in novem izobraževalnem programu na Bistriški srednji šoli. Kako lepo je, ko stopiš skupaj in narediš kaj lepega, so dokazali tudi nekateri ljubitelji različnih umetniških zvrsti iz krajevne skupnosti Impol. Svoje umetniške izpovedi pa namenili slovenskemu kulturnemu prazniku. Na naslovnici vabila pa je izpisan stih Rišem pot življenja, ne on, ne ona, ampak sam, ki ga je zložil osnovnošolec Jaka Smogavec. Razstavo so odprli 11. februarja. Slavnostna govornica je bila Jožica Repnik. Pesmi so recitirali Jaka Smogavec ter 3. A razred z osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Prepeval je pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo slikarskih del, ki so jih v različnih tehnikah predstavile Štefka Jesenek-Šeša, Zvonimira Male, Nina Pufič, Stanka Rajs, Pavla Rozman-Paja in Jožica Tomazini. Mojstri za fotografskim objektivom pa so bili Jani Bradan, Gabriel Cintauer, Halid Čoralič ter Vida Lipoglav. Program je povezovala Tatjana Pufič, umetnike je predstavila Vida Lipoglav. Razstavo pa so pripravili Silvo Husu, Nina Pufič, Tatjana Pufič, Dušan Leskovar in Vida Lipoglav. Razstava bo na ogled do 31. marca ob predhodni najavi. Na srednjih in višjih šolah ter na visokošolskih zavodih so minuli konec tedna potekali informativni dnevi za bodoče dijake in študente. V petek 12. februarja je bilo pestro tudi na srednji šoli Slovenska Bistrica, kjer so med drugim predstavili nov program Metalurški tehnik. 4-letni tehnični program, ki so ga nazadnje izvajali pred 20 leti, bo končno zapolnil vrzel na tem strokovnem področju. Pri izvajanju programa bo sodelovala tudi skupina Impol. Kot je na informativnem dnevu poudarila predstavnica podjetja Nina Potočnik, so na voljo kadrovske štipendije in velike zaposlitvene možnosti. Več o novem programu in vpisnih mestih za ostale njihove programe pa nam je povedala ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica Iva Pučnik-Ozimič. Zelo nas veseli pridobitev tega programa, ker smo s tem dopolnili ponudbo šole z enim bolj ožje usmerjenim tehničkim programom, ki je namenjen tudi bolj fantom, čeprav ne samo fantom, ampak s tem bomo uravnotežili, ker ekonomski tehnik je pa namenjen nekoliko bolj dekletom. V gimnaziji se pa opisujejo približno enakovredno obeh spolov.
Pobuda za pridobitev programa je nastala strani gospodarstva v okolju, predvsem družbe Impol, pa tudi okoliških podjetij, Taloma in še nekaterih manjših, ki že nekaj časa pogrešajo ta kader v Aluminijevi dolini, tako sem slišala, da se po novem uporablja ta izraz. Ker se program že več kot 20 let ni izvajal nikjer v Sloveniji, pričakujemo, da bo interes za ta program dovolj velik, 28 vpisnih mest je na voljo, tudi zaradi tega, ker so na voljo tudi kadrovske štipendije in govorijo bodoči delodajalci zanesljiv izhod v zaposlitev. Možno pa je pa seveda tudi nadaljevanje študija. Koliko vpisnih mest pa je na voljo v ostalih programih? V program splošne gimnazije vpisujemo kot doslej 2 oddelka, to pomeni 56 do 60 mest, v program ekonomske tehnike 1 oddelek, torej tudi 28 dijakov, enako v program trgovec. Sicer pa lahko zainteresirani dobijo vse podatke pravzaprav na vaši spletni strani. Ja, lahko na spletni strani, tako bolj sproščeno obarvan je pa Facebook Srednje šole Slovenska Bistrica, pa na YouTubeu in še kje najdete sledove ustvarjalnosti naših dijakov. V Slovenjebistriški knjižnici je 15. februarja Barbara Černe predstavila svojo novo knjigo z naslovom Zdravljenje s kisikom, v kateri je obiskovalcem predstavila nevidnega zdravnika kisik. Kemijski element kisik je za življenje živih bitij neizogiben in brez njega bi zelo hitro ugasnilo življenje. Je pa tudi nepogrešljiv v zdravljenju hudih bolezni, o čimer vemo zelo malo. V številnih državah v svetu pa se takega načina zdravljenja poslužujejo že vrsto let. Zdravljenje s kisikom ne poteka na kratek rok, saj čarobne palječice za hitro ozdravitev bolezni gotovo ni. Kisik, tole mogoče na kratka misel, vir življenja na Zemlji, potrebujejo ga vse naše celice in je ključen za preživetje. Kot sem uvodoma v knjigi tudi napisala, mi smo to, kar jemo, pijemo, kar dihamo in trenutno živimo v enih časih, ko vdihujemo same strupe, onesnaženo je vse, zrak, reke, oceani, zato smo sami krivi, to smo sami naredili in narava nam v bistvu vrača v obliki naravnih katastrof, potresov, poplav, orkanov in podobnih strahot in dejansko te še dodatno povzročajo strupe v našem okolju, ki se jih ne moremo znebiti, so v naših domovih, so v naših telesih. Za en del strupov so odgovorni tudi naši antibiotiki, ki jih dobimo. Eni smo toliko zaveščeni, da jih ne jemo, ostali pa žal jih dobijo in mi, ki jih ne jemo, jih vseeno dobimo, ker so v vodi in v hrani, ker jih izločamo z urinom. Mnogi žal še vedno ne vejo ali pa nočejo vedeti, da se naša telesa lahko sama zdravijo s pomočjo dihanja, potenja, izločanja strupov in sicer z pomočjo enega elementa, ki mu pravimo kisik. To je 8. element v periodnem sistemu, čisto formalno sestavljen iz 8 elektronov, 8 protonov oziroma nevtronov, je glavna sestavina zraka, drugi največji del atmosfere, najpogostejši element v zemeljski skori, veže se z ostalimi elementi, potreben je za aerobno dihanje, sestavljen je pa iz 2 molekul kisika, ki sta kemično spojeni skupaj. To je v bistvu čistena formalnost. Bele krvne celice proizvajajo vodikov peroksid, da bi preprečili napade bakterij, virusov, glivic in drugih parazitov, ki škodujejo zdravju. Vodikov peroksid se nahaja v različnih koncentracijah. Za uživanje je primeren samo 35% prehranski vodikov peroksid. Uporabljajo ga pa lahko na 2 načina. Ali ga spet intravensko, se pravi za injekcijo, ali pa oralno, da ga pijemo, vendar razrečenega. In ta metoda je tudi najpogostejša pri zdravljenju. Uživamo ga 16 dni, začnemo s 3 kapljicami, končamo s 25, po 3 kapljice dnevno. Pomešamo pa lahko tako kot jod, recimo z vodo, sokom
lahko bi ga dali tudi verjetno v hrano. Vodikov peroksid uporabimo tudi kot klistir, kot milo, kot zobno kremo, nekateri uporabljajo kot kopel za noge, kot pršilo za nos, za čiščenje in razstrupljanje. In je v bistvu bolj primeren kot klor. Zdravimo pa z njim astmo, visok krvni tlak, artritis, multiplo sklerozo, tudi rak, AIDS, alergija na hrano. Jaz v knjigi opisujem bolezni in kako posamezne bolezni zdravimo s pomočjo ozona, z vodikovim peroksidom in pa s hiperbarično komoro. Tega v današnjem predavanju ne bom posebej poudarjala, ker je bolezni preveč. Lahko pa po želji komu pošljem, če ga zanima kakšna bolezen in kako bi jo pozdravil. Predavanje Barbare Černe je v sodelovanju s knjižnico organiziralo Društvo zeliščarjev Hermelika. V prostorih Bistriškega gradu v Slovenski Bistrici je v torek 16. februarja potekala 9. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Člani predsedstva so razpravljali o prenovi prostorske in gradbene zakonodaje. Novosti zakonodaje, ki je v javni razpravi, je predstavil Luka Ivanič z Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2003 pristopljeno k prvem tem projektu, dobili smo takrat nov zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, potem se je pa nekako začel ta stampedo periodičnega prenavljanja in spreminjanja te zakonodaje, ki je nekako pripeljalo do današnjega stanja, kjer imamo zakon o prostorskem načrtovanju že nekajkrat spremenjen, še zmeraj imamo nek ostanek zakona o urejanju prostora iz leta 2003, vmes je potem, če tako nekako rečemo, oziroma smo na državi sprejeli še nek zakon zase na tem področju, se pravi zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Paralelno se seveda spreminjal tudi potem zakon o graditvi objektov, zakon o stavbnih zemljiščih, ki je prej nekako tvoril tak trojček te zakonodaje, pravzaprav potem s časom se nekje izgubil. Skratka, stanje na zakonodaji tukaj je, da je precej razdrobljena, tako po zakonih, kot tudi v neki časovni dinamiki. Zdaj, nekoliko paradoksalno je seveda to, da edino zdravilo za preveč zakonodajnih sprememb so zakonodajne spremembe, skratka nek nov zakon. Mi smo ta projekt začeli voditi nekako v letu 2013, ko je vlada potrdila tako imenovana normativna izhodišča za spremembe na področju urejanja prostora in graditve objektov. To je nek tak 20-stranski dokument, kjer je približno popisano, kaj vse so bile strani države identificirane kot neki problemi na tem področju in kakšna naj bi bile rešitve oziroma v katero smer naj gredo. Ko smo potem začeli pripravljati dejansko te zakonska besedila, smo v začetku nekako imeli en tak mandat oziroma idejo, da seveda najprej samo spet spremenimo in dopolnimo neke nujne zadeve, potem pa enkrat v prihodnosti seveda sprejmemo neko celovito prenovo. Zdaj moram reči, ker se s to zadevo že kar nekaj časa ukvarjam, da je tak način zelo standarden, da kar naprej napovedujemo neke sprotne zadeve, potem pa enkrat v prihodnosti tiste ta večje se pa nikoli ne zgodijo in potem se ta materija nekako zmer bolj drobi. Zato smo nekako že kmalu potem šli v ta nov pristop, v katerega rezultat je pravzaprav zdaj tukaj pred vami oziroma je v javni razpravi, torej celovita sprememba prostorske in gradbene zakonodaje, kjer bi ponovno na enem mestu in v enem časovnem preseku združili vse te zadeve, ki so pravzaprav pomembne na tem področju. Trenutno stanje gradiv je seveda tako, da je v javni razpravi osnutek novega gradbenega zakona, osnutek zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih in pa tudi osnutek zakona o urejanju prostora. Tukaj zraven bi mogoče omenil še, ker je s tem tudi povezan trenuten predlog zakona o varstvu okolja, tle se opravičujem, sploh ni črka H, ampak je črka I, kar je seveda zelo indikativno oziroma simptomatično za to, koliko teh sprememb je. Ta se povezuje v tem delu, ki se tiče dovoljevanja, predvsem z okoljskimi dovoljenji, pa neko integracijo, tako da ta je, bom rekel tako, stranska zadeva, dočim te trije zakoni, ki sem jih prej navedel, so pa predstavljajo ogrodje nove ureditve. 20. novembra smo te zakone dali v javno razpravo, dvomesečno, in jo potem pravzaprav na predlog Skupnosti občin Slovenije podaljšali še za en mesec. Zdaj moram reči, da smo v tem času, javna razprava se zdaj nekako zaključuje, dobili zelo veliko enih odzivov
te glavne strani občin nekako še čakamo. Moram reči, da večina dosedanjih odzivov se nanaša sicer bolj na gradbeni zakon in na zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Tukaj, če kaj spremljate, mogoče te medije ali pa razvoj dogodkov, je zaradi nekaterih rešitev v gradbenem zakonu oziroma tem zakonu o pooblaščenih arhitektih in inženirjih prišli do enega tazga, rečemo temu manjšega razkoraka med predvsem inženirsko zbornico pa zbornico za arhitekturo in prostor. To zadevo moram reči, da zdaj v vmesnem času že uspelo, že rečemo temu uspešno gladimo, zelo veliko se stankujemo, zbližujemo ta gledišča, ampak bom rekel, tak odziv ne preseneča, se pravi odziv na to, da je najbolj gradben zakon oziroma zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih na udaru, zato ker to je tista zadeva, ki je najbolj nekako povezana z, rečemo temu, vsakodnevno realnostjo, skratka gradbena dovoljenja, udeleženci pri gradnji, stranke, potem seveda tudi gospodarstvo kot panoga, se pravi kot gospodarska dejavnost. In tukaj moram reči, da se precej nekih kopij lom. Zakon o urejanju prostora je pa seveda tisti zakon, ki nekako tangira ne toliko slehernika, ampak bolj občine, država in vse te inštitucije, ampak ne dvomim, da bo pravzaprav veliko pripomb prišlo tudi na to. Zakon o urejanju prostora pravzaprav je najbolj obsežen od vseh teh treh zakonov, zdaj trenutno v tej verziji ima kar nekih 300 členov, jaz upam, da bomo v prihodnje to majčkeno skrčali, da bo zakon krajši in mogoče tudi bolj pregleden in prijazen za obravnavo oziroma uporabo, kar je vsekakor naša ambicija. Kot je poudaril Ivanič, želijo s spremembami doseči bolj prožen sistem prostorskega načrtovanja. V ta namen so pozvali tudi občine, da posredujejo svoje pobude in predloge. Slovenjebistriška knjižnica se je pridružila projektu Slovenija ima srce oziroma Dobro je brati dobre knjige. V torek 16. februarja so tako otrokom in odraslim ponudili v branje knjigo Zgodba o knjigi avtorja Aneja Sama. Knjiga najprej nagovarja odrasle bralce, kasneje pa še otroke in jih na pretanjen način popelje v svet človeka in narave, v svet medčloveških odnosov in ohranjanja vsega, kar nas obdaja. Knjiga je neizmerno bogastvo in včasih je bila privilegij določene skupine ljudi. Danes pa je dostopna vsem, predvsem v knjižnicah, kjer domujejo dobre knjige. Vredno je bilo posedeti ob čajanki in pomenku ter prebiranju knjige, ki predstavi sama sebe. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 18. februarja sešel na 9. redni seji. Osrednjo pozornost je namenil drugi obravnavi občinskega proračuna za leto 2016. Svetniki so ga sprejeli z 20 glasovi za, 10 se jih je glasovanja vzdržalo. V letošnjem proračunu je prihodkov za dobrih 22 milijonov evrov, odhodkov pa za dobrih 23 milijonov. Predvidena je tudi zadolžitev v višini 1,6 milijona evrov. Svetniki so med drugim v prvi obravnavi sprejeli program občinskega sveta za letos in pravilnik za sofinanciranje letnega programa športa. Potrdili so tudi investicijske projekte za celovito upravljanje okolja, za trajnostno koriščenje naravne in kulturne dediščine v smeri trajnostnega turizma ter za rekonstrukciji ceste Smolarjev mlin in ceste proti Vodarni. Občinski svet je potrdil tudi dobitnike občinskih priznanj za leto 2015. Ob letošnjem občinskem prazniku bo listino občine prejel Frančišek Bera. Priznanja pa bodo izročili Stanko Skeli, Antonu Kolarju in PGD Kebel. Svetniki so prisluhnili še informacije o kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju. Policisti še vedno stavkajo, zato običajnega policijskega poročila o dogodkih nimamo. Smo pa tokrat zabeležili dogodek na odpadu kovin v Slovenski Bistrici. V četrtek 11. februarja je bilo v Slovenski Bistrici slišati najprej močno eksplozijo, nekaj minut zatem pa gasilska vozila. Na odpadu kovin v Slovenski Bistrici je namreč eksplodirala jeklenka s plinom etilen, ki ga običajno uporabljajo v industriji. Delavec na odpadu, ki je s posebnimi škarjami rezal kovino, je prerezal tudi jeklenko. Poškodovanih ni bilo, je pa zaradi eksplozije nekaj poškodb na sosednjih zgradbah. Na kraju nesreče pa je nastal tudi manjši požar, ki so ga pogasili domači gasilci. Policisti vzrok nesreče še preiskujejo.
Društvo za promocijo zdravja Impol, ki že 4. leto uspešno deluje v okviru skupine Impol, je v raznolikem dogajanju za svoje člane v soboto 13. februarja organiziralo turnir v dvoranskem nogometu. 4. izvedbe turnirja se je letos udeležilo rekordno število ekip, in to 8, v katerih je igralo več kot 70 igralcev, ljubiteljev okroglega usnja. Tekmovanje se je odvijalo v 2 skupinah, kjer je vsaka ekipa odigrala 3 tekme. V skupinskem delu sta si finale priigrali ekipi Kontrole kakovosti in Livarne, tekmo za 3. mesto pa Alomobil in Folije. V tekmi za 3. mesto so bili igralci Alomobila v 16 minutah z 2-0 boljši od tekmeca in tako po osvojitvi lanskega naslova letos osvojili 3. mesto. Veliki finale je postregel z dobro igro obeh ekip. Več so pokazali nastopajoči v dresih RNR, ki so s 3-1 odpravili Livarje. V tekmi za 5. mesto je ekipa Cevarne A premagala mlajšo garnituro Cevarne B. 7. so bili igralci Alomata, ki so 4-0 s turnirja domov poslali zadnjo ekipo profilov. Za najboljšega igralca turnirja je bil razglašen igralec Livarne Matjaž Brence, najboljši med vratnicami gola pa je bil Drago Štefani. Turnir je v celoti uspel, v ospredju je bilo predvsem druženje, ki ga v teh negotovih časih še kako pogrešamo. Na koncu so vsi sodelujoči domov odšli z mislijo, da se ponovno srečajo tudi prihodnje leto. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v soboto 13. februarja gostilo državno prvenstvo v suvanju krogle za vse kategorije. Nastopilo je 50 tekmovalk in tekmovalcev. Pri članih je z rezultatom 18,21 metra zmagal Brežičan Marko Špiler. Pri članicah pa je slavila Ptujčanka Veronika Domjan, ki je kroglo sunila 13,74 metra. Med mlajšimi mladinkami se je izkazala tudi članica domačega kluba Valentina Vaudi, ki je z 12 metri in 8 centimetri osvojila srebrno medaljo. Dan kasneje, torej v nedeljo 14. februarja, je v atletski dvorani v Slovenski Bistrici potekalo državno prvenstvo mnogobojev za atlete in atletinje do 12 let starosti. Izjemen uspeh je dosegla članica Atletskega društva Slovenska Bistrica Nova Tušek, ki je zmagala v skupnem seštevku pri dekletih. Najboljša je bila v skoku v daljino in v teku na 300 metrov, v teku na 60 metrov je osvojila 2. mesto, v metu težke žoge pa je bila 3. Zala Weber je zmagala v metu težke žoge, domačinke so slavile tudi v ekipni konkurenci. Klemen Modrijančič pa je osvojil 2. mesto v metu težke žoge. Spoštovani, naslednji teden so počitnice. Nekateri jih boste skupaj z otroki preživeli morda na belih smučinah, drugi doma. Dobra izbira pa je tudi knjiga ali pa obisk ustvarjalnih delavnic v knjižnici. Želimo vam, da bi konec tedna in počitniški čas preživeli lepo, ustvarjalno, domiselno in sproščeno. Pa srečno!